Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o eni največjih tankovskih bitk vseh časov. Natančneje, govorili bomo o bitki pri Kursku, oziroma operacija Citadel. Si predstavljate, da ste nemški ali sovjetski vojak na ruski stepi, kjer se kar naenkrat začnejo tresti tla. To je znak, da se je boj začel. Bitka bo tako huda in mogočna, da se bo v zgodovino zapisala kot največja tankovska bitka vseh časov. Bitka pri Kursku je bil največji tankovski spopad med nemškim Wehrmachtom in sovjetsko Rdečo armado v drugi svetovni vojni. Poleti 1943 spopadlo se je kar 2700 nemških tankov, 800 000 nemških vojakov, zraven pa je nad njimi letelo še 2100 letal. Kaj pa Sovjeti? Sovjeti niso prišli tako opremljeni kot Nemci. In tukaj ne mislim, da so Sovjeti prišli slabo opremljeni, a ravno nasprotno. Sovjeti so dobesedno s seboj prinesli vso železje, kar so ga našli. Tukaj govorimo o 3600 tankih, 20 000 topovih, 2700 letalih in okoli 1.300.000 mož. Adolf Hitler, Führer Nemčije, sedaj ko je izgubljal vojno na vzhodni fronti, je potreboval odločilno zmago na bojišču, zato je tudi napadel Kursk, saj bi s tem nemška vojska prevzela pobudo na bojišču. Bitka za Kursk bo veljala za eno največjih in najbolj pomembnih tankovskih bitk v zgodovini človeštva. V času bitke pri Kursku je Sovjetska zveza resno ogrožala vojaško prevlado Nemčije. Nemci so pod vodstvom feldmaršala Ericha von Mansteina in generala Walterja Modela skušali zadati odločilen udarec Sovjetom in ponovno prevzeti pobudo na vzhodni fronti. Sovjetske sile pod poveljstvom maršala Gregorija Žukova so bile odločene odbiti nemško ofenzivo in sprožiti lastno protiofenzivo. Obe strani sta za bitko izbrali mogočne tankovske sile. Nemci so zbrali tanke, med njimi tudi mogočne tanke, kot so recimo Tiger 1 in Panther. Ti tanki so bili znani po svojem debelem oklepu in močnih topovih, kar jim je dalo pomembno prednost v smislu ognjene moči in zaščite. Nemci so uporabili tudi veliko število tankov Panzer 3 in Panzer 4, ki so bili zanesljivi in vsestranski v boju. Po drugi strani so Sovjeti zbrali okoli 3600 tankov, kar je pomenilo največjo tankovsko silo, ki je bila kadarkoli zbrana. Sovjeti so se močno zanašali na tanke T-34. To je bil srednji tank, ki je igral ključno vlogo v sovjetskih vojnah. T-34 je imel odlično mobilnost, močan oklep in učinkovit top, ki je imel 76 mm. Bitka se je začela 5. julija 1943 za obsežno nemško ofenzivo pod kodnim imenom operacija Citadela. Nemški načrt je vključeval dvodelni napad, katerega cilj je bil obkrožiti in uničiti sovjetske sile v Kursku. Severni napad je vodil general Model, medtem ko je južni napad vodil general Manstein. Nemci so pričakovali hitro in odločilno zmago. Sovjeti pa so imeli pripravljene obsežne obrambne položaje in so bili seznanjeni z nemškimi načrti. Svoje položaje so utrdili tudi za minskimi polji, strelskimi jarki in protitankovskimi ovirami, ter ustvarili mogočno obrambno mrežo. Poleg tega pa so Sovjeti za svojo frontno črto zbrali velike rezerve tankov in vojakov, pripravljenih za začetek protiofenzive. Ko so nemški tanki napredovali, so se soočili s hudim odporom sovjetskih branilcev. Tanki T-34 so sa svojo mobilnostjo in številčnostjo so dobesedno nadlegovali nemške tanke, izkoriščali njihove slabosti in ciljali na njihove boke. Bitka je divjala več tednov, obe strani pa sta utrpeli velike izgube. Nemci so na začetku nekaj ozemlja celo pridobili, vendar jim ni uspelo doseči preboja, ki so ga pričakovali. Sovjeti pa so nemško ofenzivo uspeli odbiti in so 12. julija, ravno ko so bile nemške sile oslabljene, sprožili lastno protiofenzivo. Sovjetska protiofenziva je pomenila prelomnico v bitki pri Kursku. In kaj se je zgodilo v tej bitki? Rdeča armada je Nemce potisnila nazaj, njihovo številčnost in viri pa so začeli terjati davek nemškim silam. Sovjeti so uspeli obkoliti in uničiti več nemških divizij ter jih prisiliti v popoln umik. Do konca avgusta 1943 se je bitka pri Kursku končala z odločilno sovjetsko zmago. Nemci so utrpeli velike izgube tako po številu ljudi kot tudi opremi.
Njihove ofenzivne zmogljivosti na vzhodni fronti pa so bile močno zmanjšane. Bitka je zaznamovala začetek niza sovjetskih ofenziv, ki so na koncu privedli do poraza nacistične Nemčije. Bitka pri Kursku je bil ogromen spopad med nemškimi in sovjetskimi tankovskimi silami med drugo svetovno vojno. Pomen bitke ni le v njenem izidu, ampak tudi v obsegu tankovskega bojevanja, ki so mu ga bili priča ljudje. V bitki pri Kursku je sodelovalo na tisoče tankov in na 100.000 vojakov na obeh straneh, zaradi česar je bila to ena največja oklepna bitka v zgodovini človeštva. V bitki pri Kursku je umrlo okoli 50.000 Nemcev, ki so izgubili 300 tankov in 200 letal, medtem ko so Rusi izgubili 1600 tankov, 180.000 vojakov in 1000 letal. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.